Lepo pozdravljeni. Pravijo, da je moč misli lahko precej močno orožje na nek način. Če se spomnite, sem v pretekli epizodi, ko sem gostila Nino Osenar Kontrec, govorila o tem, da bi si pa zelo želela, da bi svojo plat zgodbe povedal tudi njen mož Dejan. In takrat je Nina rekla, a res? No, ampak po snemanju pa se je zgodilo to, da me je Nina poklicala in rekla, veš kaj, sem vprašala Dejana in Dejan je za. In zato sem danes še toliko bolj vesela, da je z mano v studiu nekdanji hokejist Dejan Kontrec, danes pa sicer generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije. Živjo! Lep pozdrav. Glede na to, da sem rekla, da moč misli, in kako že pravijo, upanje umre zadnje, res sem vesela, da si prišel, sploh zaradi tega, ker vem, da ti takšni pogovori niso najbolj ljubi, da ponavadi kar Nino raje pošleš v spredje, ne? Ja, to je njen profesionalni del, seveda jaz saj sem vajen dajati neke izjave, ampak meni je izjava na igrišču ali pa ob igrišču veliko bolj blizu kot po studijih, tako da v takih priložnostih je Nina tak naju zastopano. Ampak če ste me povabili, bom z veseljem tudi povedal, kar mislim, da je prav, da ljudje tudi vejo, pa da mogoče tudi kakšnemu pri temu pomagamo, da bo šel lažje čez kakšno izkušnjo. Tako. Dejan, zdaj si dobil od Nine morda kakšne nasvete, kakšna priporočila, kako povedati, kaj povedati? Ne, v bistvu nikoli, tudi mislim, da ona to pri meni spoštuje pa ceni, ker jaz vedno povem svoje mnenje, pač jaz imam tudi precej izkušenj kot športnik, kjer sem že od majhnega pač doživljal razne izzive in povem to, kar si mislim in pač probam pomagati in sem vesel, da ljudje okoli mene dosega uspehe tudi na športnem področju, v končni fazi to, kar zdaj počnem in me veseli, da ko grem na tekmo, da vidim igralce, ko napredujejo, ko zmagujemo in to je pač nek moj poslanstvo in tako tudi zdaj pri Nini sem pač seveda neizmerno vesel, zato ker sem od blizu opazoval, kaj se je dogajalo in seveda vedno, kadar je srečen konc, si pač še toliko bolj zadovoljen in vesel, da se je tako iztekalo. In ravno tako, kot si rekel čisto na začetku, je ta pogovor tudi zaradi tega, da morda komu, ki je ali v podobni situaciji ali v nekem takšnem obdobju, kot sta bila vidva, da morda dava nekaj upanja ali pa morda kakšne nasvete, ki bi jim lahko prišli prav. Pa bi jaz zdaj šla, Dejan, kar na sam začetek Ninine bolezni oziroma diagnoze. Kako si ti takrat, ko se je vse skupaj začelo, si ti pri Nini imel kakšne, bom rekla, opozorilne signale? Si recimo takoj po rojstvu imel občutek, da se z Nino nekaj dogaja? Ne, v bistvu se mi zdelo, da tako, jaz imam tudi prej 2 otroka, pač nosečnost in samo materinstvo zna biti zelo utrujajoče in tako da v bistvu je vedno dobro, da ste pri tem 2 in da si en drugemu pomagata, ker je potem veliko lažje in pač, če ne bi bila noseča, če bi se to dogajalo mogoče čist izven tega, bi bili to znaki. Tako pa v bistvu vse mamice veste, kako je to, pač stanje se malo spremeni in tudi možje zraven so utrujeni ob temu, ker pač tisti, ki pomaga, tudi pač ima svoje obveznosti. Tako da takrat se mi zdelo to nič posebenega, seveda, da probaš čim več narediti, da mamica čim bolj počiva, da se otrok čim bolj počuti in to je to. Kdaj so se pa potem zgodili tisti prvi znaki, ko pa si recimo ti sam pri sebi vedel, to pa zdaj ni zgolj materinstvo in nosečnost in vse, kar pride po porodu, se pravi od hormonov in tako naprej?
Ja, to se je zgodilo enkrat tako v Kamniku, ko smo bili, ker je bila res ni mogla več vstati, ker je bila res čisto izčrpana, ker se je začelo v glavi vrteti in v bistvu ponavadi se mamica res potrudi zelo za svojega otroka, da ga podoji, da naredi vse, kar je v njeni moči. In tudi Nina takrat se je, ampak sem videl, da je to zelo težko naredila in tudi je bila zelo utrujena in takrat pa to ni bilo več tako malo utrujeno, ampak sploh ni mogla pač upravljati teh svojih obveznosti, no, in je bila kar se je vrtel, pa bila je taka omotična in se mi je zdelo, da pač to pa ni več. Ker glede na to, da tudi jaz sem eden, lahko rečem, od očetov, ker naredi precej stvari, no, da precej pomagam zraven, tudi služba mi to nekako dopušča, da sem se lahko precej ukvarjal in da tudi po nocem ostajal in da se je Nina lahko počivala, tako da se mi je zdelo, da ne more biti to samo od tega. Zdaj, za vse tiste, ki morda niso prebrali Ninine knjige ali pa ki ne poznajo do potankosti te zgodbe, začelo se je torej na tak način, ne? Se pravi, da je bila izčrpana in tako, ampak kako se je potem to vse stopnjevalo? Kako si ti videl, da je ta razplet šel naprej? Ja, seveda pol si probaš nekako pomagati, no, da jaz sem rekel, da mogoče, da ne bi več dojila, da ne vstaja po noč, da se mogoče ta ritem spremeni, da malo več spi. Seveda so si tudi, tako kot smo si vsi različni, so si tudi mamice različne, ena zdrži več, ena manj, tako da to je treba vedno vzeti v en zakup in pač sem rekel, da je treba malo spremeniti mogoče ritem, da se malo več spočije, da otrok ga bom že jaz po noč lahko nahranil in tudi to so pol prakticirala in bilo nekaj časa malo boljše, ampak potem sem pa šel, pa je pač na neko daljšo pot in sta spet ostala sama in spet v tisti fazi se je stanje spet poslabšalo, tako da potem je pa prišlo v to fazo, ki pa ni šlo nič več na boljšno, ampak samo še na slabši in počasi začneš iskati pomoč, kaj bi lahko ta stanje izboljšal. Zanimivo je, ne, ko je Nina recimo razlagala svoj pogled, svojo plat zgodbe, ne, je rekla, da takrat se je počutila, kot da je odpovedala na vseh področjih, v smislu in kot mama, in kot žena, in kot ženska konec koncev, ne. Ti pa jo zagotovo nisi takrat gledal na tak način, ne, verjetno v tvojih očeh ni, kako bi rekla, ni izgubila te vrednosti, čeprav se je ona morda tako počutila, ne? Ne, mislim, sem rekel, jaz vseeno, že kot športnik imam precej izkušenj z raznimi situacijami, ki tudi niso bile lahke, tako da v bistvu nikoli ne gledam mislim, se moraš soočati s stvarmi in poskušati izboljšati in zato si vzeti tudi čas. Tako da v bistvu ne, sploh ne, mislim, da tako, kot sem rekel, smo si različni, nekateri tudi športniki hitreje prebrodijo ene težave pa poškodbe, nekateri kasneje, ampak vse je to odvisno tudi od same konstrukcije, od same moči in jaz nikoli nisem gledal, tudi jo ne bi nikoli obsojil. Jaz mislim, da vsak si želi biti zdrav pa živeti, imeti polne energije, z otroci se igrati in seveda, da je to težko za tistega, ki to ne more. Tudi jaz sem bil kdaj poškodovan, pa sem si nekaj želel, pa takrat nisem mogel. Pač probaš to preživeti na najboljši možni način in jaz sem vesel, da pač to željo nam je vedno nekako uspel, mi je vedno uspel čez kariero in tukaj jaz lahko rečem, da nikoli nisem razmišljal niti v tem, da pač se probaš situaciji prilagoditi, narediš vse, kar je v tvoji moči, da človeku pomagaš, da se stvar hitro nekako zaceli ali pa uredi in gledaš pozitivno. Tako da nikoli ne bi pomislil, ali pa bi jo obsojal za kaj takega. Nina je v knjigi zapisala, da si še čisto na začetku, takrat rekel, ne bom zdaj verjetno znala čisto dobro ponoviti ali pa čisto isto, ampak nekaj v tem smislu, da če bo treba, jo boš nosil, če bo treba, jo boš hranil. In takrat verjetno še nisi niti razmišljal o tem, da lahko dejansko situacija pride do tega, ker na koncu
pa si moral žal početi tudi to. Ja, takrat seveda nisem, to je bilo še začetno stanje. Ampak seveda, ko si enkrat s človekom... v dobrem in v slabem, ja, kako jaz pravi. To resno vzamem, tako mislim, pač ne moreš samo dobre stvari, vedno moraš pomisliti, tudi, tako kot sem rekel, jaz imam izkušnje tudi s težkimi poškodbami, ki sem jih doživel v karieri. In seveda, da narediš vse, da pač se pozdraviš, da živiš normalno. In tudi jaz bi, tudi če se bi situacija drugače obrnila, pač bi naredil vse in za njo in za otroka, pa za otroke tudi, ki jih imam še odprej, tako da se trudim pač po svojih najboljših močeh ostati pozitiven in nikoli ne bi, mislim, nisem človek, ki bi odnehal, no, tudi v športu nisem nikoli odnehal, pa sem imel kar nekaj težkih situacij in pač je treba življenje vzeti tako, kot je. Nažalost so se stvari tudi slabe dogajajo ali pa težke in jaz lahko rečem, da sem lahko vesel, da sem jaz prebrodil te svoje prepreke vedno na nek način, da so bile skoraj brez posledic. Tako da tudi tukaj lahko rečem, da sem naredil maksimum, pa tudi Nina in tudi Marlon v končni fazi, da se mi zdi, da zdaj ne čutimo nekih posledic za nazaj. Ja. Zdaj, absolutno večkrat si omenil, da te je verjetno tudi ali pa po večini šport pripeljal do te miselnosti, da ne odnehaš, da veš, kako je bilo tebi, ko si šel čez kakšne poškodbe, tako kot si prej rekel, ne, sem si nekaj želel, pa nisem mogel doseči. A bi zase lahko rekel, da bi, se to je zdaj verjetno težko, to so zdaj neka predvidevanja, ampak bi bil danes glede te miselnosti enak človek, če ne bi bil v športu, profesionalnem športu? Mislim, težko je zdaj, res je težko zdaj to reči. Mene nasplošno sem jaz tako zelo pozitivna osebnost, no, in da sem pa uspel v športu, moraš imeti tudi precej sreča, no. Poleg talenta pa trdega dela moraš vedno imeti tudi srečo in tudi jaz sem imel in sem izjemno hvaležen, da sem imel in tudi ljudje okoli mene probam narediti vse za to, da so srečni, ker tudi v prnjenem stanju sem jaz, pač meni ni bilo samo do tega, da se ona malo pozdravno, tako da bo pol pač malo boljš, ampak mi je bilo do tega, da bo res počela v življenju to, kar rada počne in vsi, ki jo poznajo, vejo, da je energična, da je bila prej polna energije in v bistvu sem rekel, da je bolj, da si vzame čas in da bo pol zadovoljna in da bo delala tisto, kar res rada dela, ker tudi jaz bi bil nezadovoljen, če ne bi mogel recimo v karieri nadaljevati po poškodbi hokeja ali pa biti športnik, tako tudi po karieri. Vedno sem si želel, da ko končam kariero, da lahko še vedno se ukvarjam s športom in imam srečo, da v bistvu zdaj lahko še vedno po tej dolgi karieri pa po vseh teh poškodbah sem aktiven in to je pač moj del življenja, tako je tudi njeni del življenja, da se je vrnila na televizijo, da je spet polna energije. Ker mogoče v nasprotnem primeru, če bi težili samo k temu, da se to pospeši, da se hitro pozdrav, da pač ne zbiraš nekih sredstev, pa bi bila pa mogoče drugačna slika in ne bi bila toliko srečna v življenju. Drugačna osebnost tudi, ne, iz tega ven bi prišla. Zdaj, njena diagnoza je bila kakšna? Kako so jo postavili zdravniki? Mislim, poporodna depresija, v bistvu vse z nekega poroda ali pa kaj mamica, da je utrujena, pa tako naprej, kar je to tudi dokaj normalno, bi rekel, zato ker se to tudi dogaja in pač ni nobenega tukaj za obsojati. Tako, kot sem rekel, jaz tudi na začetku nisem ta stanja opazil, ker pač mamice, pa cela družina ponavadi je malo bolj utrujena, ker pride otrok na svetu, pa je majhen, pa je treba, pač nisi toliko naspan. Tako da v bistvu bolj te diagnoze, kar se tiče samega poroda, pa potem otroka. Tako da, ja, takrat je to najlažje, mogoče pa
pa ni ta prava diagnoza. No. Ampak Nina je takrat ustrajala, ne? In govorila, da vendarle čuti, da je še kaj drugega v ozadju. Ja, ali kako je takrat v bistvu komunikacija med vama v teh primerih? Veš, predstavljam si tako, če si probam zdaj vizualizirati, si težko se dam v te občutke, ampak nisi v redu, veš, da nisi v redu. Prideš k zdravniku, zdravnik ti reče, ja, gospa, to je poporodna depresija, to je nekaj, nažalost, normalnega, to se dogaja lahko, to so malo krivi hormoni, kaj, ne vem, verjetno pa rečejo kakšni antidepresivi, pa boste v redu. In potem greš domov in se znajdeš doma s partnerjem in rečeš, ampak jaz ne vem, če je to. Ja, mi so dali kar precej nekih pregledov, ki so kazali na to, da je vse v redu. Ne? In je težko reči, zakaj je počutje bil tako, kot je bil. Šla so kar k specialistom, no? Kar k neki smo jih zamenjala. No? In pač tudi naredila je teste, bilo je vse v redu, tako na vides in normalno, da pol pač normalno, no. Nekako ljudje mislijo, da pa nekaj na psihi ni v redu, no. Ona je bila drugačnega mnenja, jaz mislim, da pač si dva v takem stanju zaupata, da jaz sem ji zaupal, da ve, kako je. Tudi sem jo spremljal, da če bi se res počutila, ne vem, mogoče depresivno, pa kakorkoli bi mogoče to tudi opazil. No. Meni se ni to zdelo, meni se je to zdela neka fizična, ki pa lahko tudi, nisem jaz strokovnjak, no, ne bom rekel, jaz sem jo vedno v svoji karieri tudi velike strokovnjake, doktore in sem izjemno hvaležen, da so me spravili v stanje, da sem lahko spet normalno igral. Ampak včasih pa tudi poznaš sebe, tako kot sem prej že rekel, no, ne moreš čez neke svoje limite, lahko ti rečeš, da lahko meni doktor reče, pejti igrati se ni nič, no, ampak jaz se pa še vedno ne počutim dosti dobro, pa pripravljam ga, da bi šel, no. In to so te pritiski, ki jih pač seveda jih imaš in v tebe pač pričakuje, da se čim prej vrnil, zdrav, normalno, v formi, ampak ti se pa ne počutiš dobro in to so tudi taka stanja, ki pač je treba človeku zaupati. Najbrž veš, kaj je zate dobro in jaz sem tudi Nini zaupal, jaz sem po sebi to sklepal, da težko bi za kakšnega rekel, da če ima majhnega otroka, da pa kar se mu naljubi pustiti in da zaradi tega je to nekaj psihično narobe. Jaz sem verjel, da je to res nekaj fizičnega. In tudi na koncu je pač izkazali, da ko je ona pač malo prebral sem ji par knjig, me je prosila, da ji malo preberam, da je malo posluša in je ugotovila pač neko svojo pot, po kateri se bo zdravila in po tej poti se je pozdravila in sem vesel, da se je, tako kot sem rekel, mogoče, ne vem, to na pamet govorim, ker nisem strokovnjak, da bi se s kakšnimi tableti ali pa, ne vem, tako kot so jih govorili, meni je bilo najbolj to, da sem prišel dvakrat v pozicijo, ki so rekli, da je naj kar dam, da jo bojo dali hospitalizirali, no. Ampak sem rekel, da pač jaz sem doma, da imam čas, da si bi želel, da je doma, da je veliko z otrokom, da je čim manj tega občutka, tudi kar se tiče otroka, da tudi če leži, da je čut, da je tam. In v bistvu sem vse naredil, da je to tudi bilo tako in sem vesel, da je res ta stanje se tako izboljšval na tak način, da je bila v domači oskrbi, ker je bila tudi za noto, pa tudi v končni fazi, če je psihično, je veliko lažje, če si ti doma, pa te en doma, pa je lahko še taka bolnica, no, jaz sem kar nekaj v bolnicah preživel časa, no. Ampak doma pač ti skuhajo vse, kar hočeš, seveda se tudi v bolnicah trudijo maksimalno, ampak imajo omejen čas. Pa seveda govoriva o takšnih primerih, kjer vendarle to je še mogoče, ne? Sej verjetno zdaj, če bi bilo stanje tako zelo, sej kritično je bilo, ampak verjetno, če ti ne bi zmogel tega ali pa če bi ne mogel biti doma, potem verjetno druge, kot da bi tudi ona šla v bolnico, ne bi bilo, ne? Zaradi tega sem rekel, da jaz pač s pomočjo tudi
svoje tašče, pa moje mame, da imamo mi lahko skrbo doma, da imam jaz tudi tako službo, da lahko in da bom vse naredil, da se ona tudi po tej plati čim bolj počutno. Vsi smo najrajši doma, noben ne gre v bolnico. No. Dejan, kako težko pa ti je bilo, recimo, ko si vendarle mogel kamiti, ko je služba zahtevala, da si odšel in tako, kako težko ti je bilo recimo oditi in potem spet prideti nazaj domov v smislu, ker v resnici nikoli čisto dobro nisi vedel, v kakšno stanje boš prišel. A boš prišel v stanje, ko bo Nina sposobna se s tabo pogovarjati, ali bo, veš kaj mislim, se pravi, ta nek občutek, kaj me čaka doma. Ne vem, jaz nikoli ne gledam, kaj me, mislim, to je pač izziv, ki ne gledaš v dobrem in slabem. No, jaz sem pač se odločil, tako kot sem se za marsikaj odločil, pa če se ne bi v karierah tako odločil, bi najbrž že odnehal. In sem se odločil, da pač bom naredil vse, kar je v moji moči in pač to je bila ena borba. Seveda tudi so bila leta, ki sva manj govorila ali pa nič govorila, ampak smo bili skupaj, Marlon je prišel, se usedel k njej, pač je bil majhen, seveda so to težke situacije, ampak jaz sem vesel, včasih sem ji rekel, mogoče pa še si več z otrokom, pa kakšni, ki pa cel dan delajo, pa pridajo, pa grejo v službo, pa so zmatrani, pa tako naprej. Imamo različne izzive v življenju, tako da sem jo probal vedno bodriti, pa mi smo pa skupaj, pa imamo, tudi če ti ležiš, se on usede, malo k tebi, pa malo poje. Seveda je bilo to za njo res težko in ni mogla govoriti, je bila čisto izčrpana. Včasih je šla v sobo, večkrat je šla v sobo. No. Jaz sem pa probal normalno narediti vse, da Marlon normalno živi, no. Da čim manj občuti ta stanje. In mi je, tako bom rekel, predvsej pomagali to, da sem bil športnik, ker sem pač vem, kako je, da je treba zdržati, nikoli te noben vpraša, a si zmatran. Pač, bo šlo, ne? Če si zmatran, si zmatran. Če pa ne, bo pa kakšen drug. No. Mislim, v tej vlogi ni bilo, bo kakšen drug, sem mogel biti kar jaz. V športu pa tako, ja, pač konkurenca je velika, nimaš časa se spraševati, a si sposoben, a si zmatran, če se začneš to spraševati, pol te že prehtijo drugi. Pol je že en, ki je usporedno s tabo, če ne pred tabo. V bistvu je šport tak, ki mi je pri tem precej pomagal. Zdaj, Dejan, rekel si, ne, da je bila Nina velikokrat v sobi, da so bili dnevi, ko sta malo spregovorila, skoraj nič in tako. A se morda spomniš trenutka, ko si recimo, lahko da sploh nikoli nisi, no, ampak se ti je kdaj zgodilo, ker doba je bila dolga v resnici, ne? Dolgo časa ste se borili, tudi tako, kot si rekel, raj si želel si Nini, da gre bolj počasi, da ne prehitro se vse skupaj zgodi, zato da bo lahko potem enkrat, ko pride ven iz tega, spet delala to, kar jo veseli. Tudi Nina je to povedala, da je v bistvu hvaležna za to, da sta še tisto leto, dve na koncu mečkan, kot radi rečemo, ročno zategnila in rekla počasi, nikamor se ne mudi. Ampak a si ti imel kdaj vseh teh letih vmes občutek, da na Nino v nekem trenutku pa nisi več gledal kot na partnerko, ampak zgolj na nekoga, za katerega moraš poskrbeti? Ne, mislim, tudi pomislil nisem na kaj takega, tako da v bistvu ona je, če imaš otroka s človekom, ki ga imaš rad, mu zaupaš in mi smo družina, tako kot sem rekel, že v dobrem in slabem, nikoli nisem niti pomislil, da je ona bolnik, pa jaz njen negovalec. V bistvu, tako kot sem rekel, trudil sem se, da kot družina čim bolj normalno nastanje, v katerem funkcioniramo. Lahko rečem, da smo imeli tudi dobre pogoje, da živimo na lepem koncu, da sva z Maronom sva bila precej v naravi, sva prišla domov, smo se spet, kakor smo se lahko nekako družili. Sem na začetku omenil, da je bilo tega malo manj. Ampak jaz bom spet primerjal to svojo kariero. Jaz sem si vedno želel po poškodbi čim prej nazaj priti. In tudi smo težili k temu, da prideš nazaj, ampak potem
parih primerih pa to ni bilo v redu, no, ker sem pač prekmal šel nazaj in se mi je poškodba ponovila in to še podaljšal. Tako da v bistvu je treba biti potrpežljiv, je treba dati čas, da se telo regenerira, da se zaceli in da tudi se počutiš res sposoben ga iti na neke take obrate, za katere si sam najbolj želiš. No. Jaz si nisem nikoli želel, da bi bil povprečen hokejist ali pa vedno sem si želel, vedno sem rekel, tudi zdaj moj sin je hokejist, mu vedno rečem, da mi je pomemben, da nekaj naredi, da pusti nekaj, tudi če je to slabo. Aha, samo da pusti nekaj pečat? Najbolj me moti, da se ne upaš nič narediti. Jaz, če je bilo polna dvorana, sem bil tako vesel, najbolj sem igral zato, ker sem bil vesel, zato, ker cel življenje treniraš, da je polna dvorana, pa da so čim bolj pomembne tekme. Te tekme sem si najbolj želel in tam pokažeš, kaj zmoreš. In da se tam skrivaš nekaj, pa nisi za to. No. In tudi isto rečem sinu, naredi, kar misliš, da je prav, potrudi se, da boš viden, ampak seveda, da ti kdaj pa nagrada in si sam nase jezen, ampak v bistvu je to tvoje poslanstvo. No. Kako te posluša oziroma kako je vesel kakšnih tvojih nasvetov se obrača k tebi v smislu, oči, kaj bi ti? Ne, sploh ne, seveda. Mislim, vsak ima neko svojo pot, svojo kariero. Edina stvar, kaj sem rekel, da pač hočem, da uživa in da je viden. Da če je za to, pač mu bo uspel, če pa ni za to, mu pa ne bo uspel, ampak mu bo po kakšni drugi stvari uspel. No. Vedno moraš težiti temu, da si najboljši in da daš vse od sebe, mogoče pa to ni dost. Veš, Dejan, všeč mi je, ko te poslušam, ker zelo hitro se lahko pri kom zgodi, da ta miselnost bodi najboljši, a ne, hitro lahko preraste v pretirano samovšečnost, ampak pri tebi imam pa vseeno skozi ta pogovor, pa tudi že prej kakšne druge intervjuje, ki sem jih poslušala, skozi občutek, da pa si človek z nogami trdno na tleh. V smislu, bodi najboljši, potrudi se, ampak imej pa tudi to oblast nad sabo, da veš, dokam ego lahko spustiš. Mislim, jaz sem bil tako vedno zelo hvaležen za svojo kariero, no. Ker si nikoli ne bi mislil kot otrok, da bom hokejist, sploh, ker nisem bil tak tip za hokejista. Pri 4 letih so te malo upisali na hokej, malo ne? Malo me mama upisala zato, ker je en prijatelj rekel, da sem preveč punčki podoben, ona je skot hotela, da bi bil glasbenik. No. Ampak so vse glasbene šole obupale nad mano. Tako da so rekli, da sem bolj talent za šport, ampak nisem bil za hokej, no, ker tudi moja konstrukcija ni tipično hokejistična. Tudi obnašanje moj ni tipično hokejski, pa sem veliko generacij hokejistov preživel. Tako malo sem pač bil drugačen. No. Seveda vsak ima neko svojo osebnost, ampak sem pa si izboril svoje mesto. Seveda je bilo včasih težko, ker hokejisti so bolj robavsari, bom rekel, tako bolj pač hokej je šport, ki zahteva, pa sploh v preteklosti je zahteval še bolj neke surove moči. No, jaz nisem bil nikoli oseba za neko surovo moč, ampak pač sem najdel neko svojo pot, ki mi je pripeljala do tega, da sem bil dosti uspešen hokejist in to nikoli si ne bi mislil kot majhen otrok, da bom jaz hokejist, sploh ne pa, da bom še uspel v športu in sploh pa v hokeju, ker res v mojih časih, zdaj hokej precej drugačen, ampak v naših časih je bilo še mogoče malo drugače, več je bilo dovoljenega, več je bilo pretepov, ampak v bistvu najhujše je bilo na treningih, takrat, ker noben ni videl. Mi smo se že tam borili za svoja mesta in tam med svojimi in to je bilo tudi v garderobi, je bilo kar nekaj pretepov, še pol po treningu, na samem treningu ni sodnikov, trener spodbuja to in to je bilo dovoljeno in se je bilo tam treba bilo kar obdržati, no, bom tako rekel. Jaz sem bil vesel tekme, ker treningi so bili hujši, ampak sem uspel, no. A pa si se kdaj v tej fazi, v kateri zdaj govoriš, si se kdaj počutil v smislu, da si bolj lahko na udaru, ravno zaradi tega, ker praviš, da nisi bil tipičen hokejist in tako, kar se tiče nekih teh surovih prijemov in tako, si imel kdaj občutek,
ne bom rekla manj vrednosti, ker si bil uspešen športnik, ampak v smislu, joj, nisem pa tak, kot so oni. Si se kdaj sploh primerjal? Ne, mislim, v bistvu te pač moraš kvaliteto pokazati na igrišču, pa takrat, ko je to treba. Če bi jaz spremljal svojo kariero, bi rekel, da je bilo veliko hokejistov boljših kot jaz na treningih. No. Ampak trening pa tekma sta si precej različna. Pa veliko je bilo boljših takrat, ko je bila prazna dvorana, ko je bila polna, pa ni bilo toliko pač te razlike. Tam je treba pokazati in pač treba biti na pravem mestu. Tako, kot sem rekel, kar srečo moraš imeti. No. Srečo moraš imeti s trenerjem, z ekipo, s soigravci. V pravem momentu moraš biti na pravem mestu, pa seveda moraš imeti določen talent, pa moraš trenirati. Pač jaz včasih so mi rekli, da se ti nič ne trenira, zato ker so me videli, ker jaz pač nisem nekaj kazal toliko, da sem prav tako utrujen, pa tako naprej. Ampak jaz sem kar treniral za svojo konstrukcijo, kar precej, no, zato sem bil tudi precej poškodovan, ker sem šel čez te meje. Ampak če ne bi šel, pač ne bi bilo teh uspehov. In pol si narediš normalno, da boljši si, boljš ti je tudi v garderobi sedeti. No. Tako da se pol neka hierarhija spostavi verjetno. Ne? Že v mladosti, tako med otroki pokaže, ker kakšni otroci pa so, bom rekel, končali kariero, ker niso zdržali. Seveda, da te najboljši nadvladajo, pač v garderobi tudi in včasih težko za te slabše preživeti, mogoče v pravem momentu niso bili, pa bi bili čez nekaj let mogoče isto lahko dobri, samo ta konkurenca med otroki je kar trda, no. Tudi danes opažaš to? Danes je pa bolj pritisk staršev, ker hočejo pač svoje ambicije živeti namesto njih. Jaz hvala Bogu, da imam to izkušnjo, jaz imam pač svojega otroka ali pa svoje otroke spodbujam, da uživajo, predvsem da uživajo, no. pa da trdo delajo za tisto, kar so si zaželeli, da bojo, ker bojo imeli srečo, da bojo lahko delali tisto, kar radi delajo. No. To je največja sreča in jaz sem bil športnik in to me je najbolj usrčevalo. Tako da zdaj pa, in moja mama seveda ni nikoli prišla do trenerja ali pa v garderobo ali pa sploh ni vedela to, kaj je to hokej v bistvu. Mislim, zdaj pa te starši včasih so večji strokovnjaki kot vsak trener. In to se je precej spremenilo. Kdaj pa potem mama zgubila vero v to, da boš pa vendarle dober pianist ali pa kakšen drug inštrument igral? Kdaj je rekla, vidim, da ne bo šlo? Takrat, ko so vse glasbene šole rekle, ker ona je prodajala glasbila v Centru Merkurju in normalno, da si to želela, da bi to bil, ampak ko so rekli, ne, to pa ni, to pa ne bo šlo, ker pač, ja, seveda, najbrž gensko nisem bil, jaz pač imaš nek svoj talent in ta talent je bil šport, ne glasba. Še zdaj, po mojem, nimam nekega ritma ali pa kaj. Torej z Nino ne plešata prav pogosto? Ne, prav pogosto ne. Pa, če pa treba, pa se tudi zavrtita. Se tudi potrudim, da plešam, no, ampak ne bom rekel, da sem pa nek strasten plesalec. Da zelo v tem uživaš, ne? Zdaj, tako kot si rekel, šport je absolutno največji del, lahko rečeva, tvojega življenja, v smislu veliko stvari si mogel tudi temu podrediti, en del svojega življenja zagotovo. Si se kdaj preigraval z mislijo, kaj če bom moral zaradi, recimo takrat, ko je nastopila kakšna poškodba, kdo bom in kaj bom počel, če se mi ta trenutek zdaj le vse konča? Ja, sem pač, jaz sem že dosti zgodaj začel, jaz sem pri 15 letih že podpisal svojo profesionalno pogodbo in sem hitro že stopil v te profesionalne športne vode, ampak je bilo kar tako težko, no. In sem videl, da mogoče koliko časa bo ta kariera trajala, kako bo šlo to, tako da sem v srednjo šolo hodil in sem se velikokrat vprašal, ker sem seveda, meni je bil šport tako vedno življenje in da sem profesionalni športnik, to je res privilegij. Ampak sem naredil srednjo šolo, sem rekel, kaj bi delal recimo in sem se vpisal na strojno šolo in mi je bilo pol, da bi bil mogoče optik, tako nekaj tazga, ker sem tako malo
tudi kot hokejist imel, jaz sem hotel biti skozi urejeno. Nisem smel biti raztrgan. Naši hokejisti včasih tako... Nisi bil tipično od strganih trenerkah, razvlečenih? Ne, pa tudi tako, ko smo se oblekali v hokejsko opremo, sem hotel, da je vse lepo zgleda, in večkrat so mi tudi tako zaradi tega malo pa vse sem hotel, da je, tudi če grem na led, da zgledam v redu. No. Ali da je to frizura, ali da je to... Ta videz veliko pomenil, oziroma ti še vedno verjetno. Ja, pač to sem imel rad, no tudi oblačil sem se drugače, kot vsi hokejisti, tako že od majhnega, ne me mama oblačila, da bi bil bolj muskontar, kot pa hokejist. No. In to je bila precejšnja razlika, tudi če ne bi bil mogoče toliko uspešen, bi me hiter v garderobi uničil. Ampak pač sem bil pač dosti dober, da sem preživel, ampak tako da bi se ukvarjal, mogoče sem rekel, da bi bil optik, da sem naredil šolo strojno. Nekaj tazga, ker spet učala ima neko svojo, spet lahko malo izražaš te svoje nekako umetniške ambicije. No. In tako da v bistvu nekaj tazga, ker bi mogoče bilo povezan z dizajnom. No. Ali pa z neko... Pa mi ne bom rekel, da sem v temu talent, ampak to mi všeč. Všeč so mi urejene stvari, tako obleke lepe, tako da nisem čist tipičen hokejist ali pa tudi športnik mogoče. No. Jaz tudi zdaj, ko sem na tej funkciji, tako rad vidim, da so naši hokejisti lepo oblečeni. No. In glih lansko leto, ko smo bili v Bolcanu, sem rekel, v Italiji moramo imeti res lepo oblečeni. No. In smo prišli v Italijo, mi predsednik Italijanske hokejske zveze rekel, ki imajo sponzorja Armani, pa rekel, kako so lahko tvoji hokejisti lepše oblečeni, kot mi. Sem rekel, ja, vse smo v Italiji, nismo v Italiji, se mora biti lepo. Tako da v bistvu mi ta del tudi veliko pomeni. No. In to je tudi mogoče ena stvar, ki vaju z Nino lahko zelo združuje in se lahko okrog tega tudi verjetno veliko prepletajo, bom rekla, ta vajina navdušenja nad kakšnimi ali kreacijami. Se mi zdi, da s tabo potem nisi tipičen moški, ki sedi na kavču pred trgovinami in čaka, kdaj bojo žene prišle ven, ampak se tudi ti rad sprehodiš z njo. Ja, seveda. Mislim, ponavadi grem jaz kar po svoje, sva v trgovini, ampak grem jaz na svoj oddelek, ona na svojega, tako da mi ni dolg čas tudi mava kar velik debat, kaj pa kako, pa kaj paše, pa tako naprej. Mislim, jaz bom rekel, da rad vidim, da je Nina sije, da je v najboljši luči, da je lepo oblečena, da je urejena. Pač sem moški, ki želi, pač, da ima ženska kljub vsem svojim izzivom obdrži to urejenost, ne da se mogoče zgovarja, da pa imamo otroka. Bom raje, kaj jaz naredil za otroka, da je žena tudi urejena, da dobro zgleda. Ker jaz mislim, no, mogoče posebej sklepam, da vsak se boljš počuti, če je nekje v neki dobri kondiciji, da lepo zgleda, da je lepo oblečen. Zdaj sploh ni nujno, da si bogat, da si lepo oblečen, ampak pač moraš pač posvetiti nekaj časa, da se skompletiraš, da imaš lepo postavo, da si vzameš čas zase. In jaz mislim, da se vsak v tej koži boljš počuti. Mogoče sklepam posebno, ampak pač pri meni to kar veliko pomeni in hočem pač, da ima Nina poleg otroka tudi dosti časa, da se uredi, da dela stvari, ki jih rada dela, ker pol bo tudi bolj srečna in bomo vsi bolj zadovoljni. A se ti kdaj zgodi, da, dobro, Nina je vseeno res ženska, ki tudi, zadnjič sva o tem govorili, ne, da tudi ko se posname brez ličil in v domačem outfitu, domači trenerki izgleda čudovito, ampak a si kdaj imel pa recimo pri njej trenutek, ali pa ni nujno pri njej, lahko je tudi pri kakšni drugi kdaj, imel tisto občutek, veš, da pa je bila v nekem, recimo, ne vem, da si opazil, da si do idejo, da greste malo po mestu, pa je rekla, se grem lahko kar takale, a bi takrat rekel, v smislu, kaj pa, če bi se še malo uredila, ali pa kaj pa, če bi se preoblekla, ali ne bi? Ja. Bi rekel. Jaz sem tudi, ko je bila bolana, pa je ležala, skozi sem jih pižame kupil take, da so
težko je stanje izboljšati, ker si bolan, ampak vsaj da se malo, da imaš lepo pižamo, da malo zgledaš, no, ne, da probaš čim bolj na stanje urediti in tudi kar neki oblek sem mi takrat kupil, sem rekel, ko boš pa zdrava, si boš pa to oblekla, tako da imava še zdaj nekako mi reče, veš, daj si mi to kupil, ker sem jaz seveda pozabil in imam to srečo, da mogoče se take stvari lepe bolj spomnim, kot slabe. No. Tako da vedno se slabe stvari kar nekako pozabam ali pa nekam jih dam. Dobre stvari pa si zapomnim, ampak ne zapomnim si pa tudi vseh oblek. Takrat vem, da mi je bilo do tega, da ko sem mi kaj pokazal, pa sem malo motiviral, no. Malo je bila boljše volje pa tako naprej. In v bistvu je to nekaj, kar nas pač spodbuja k temu, da gremo v družbo, da gremo v naravo, karkoli, pač, da si urejen. In tudi, če je bila bolana, sem se trudil, da ima saj pižamo lepo. No. Ampak zdiš se mi vseeno, da si zelo, mogoče lahko temu rečeva diplomatski, da bi vseeno zbral drugačen način, da bi ženski rekel, pejdi se urediti, greva v mesto. Ali bi tako rekel? Ne, mislim, sigurno ne bi rekel, pejdi se urediti, greva v mesto, to sigurno ne bi rekel, ampak bi to pač precej ulepšal. No. Povem tisto, kar mi mogoče ni toliko všeč, no. Ampak si pazljiv s svojimi besedami, a ne? Ja, mislim seveda, da pa tudi nisem človek, ki bi vseljeval neko svojo, pač mogoče pa njej to všeč, no. Sej vsem niso vse stvari všeč, ampak nekje probam pač biti pošten, pa reči seveda previdno, da kakšen kos mi pa ni toliko všeč, no. Ampak ne vztrajam pri svojem. No. Tako, Zakaj pravim, da zbiraš besede, ker je Nina zelo lepo rekla, nekaj, pa kako pol pri vama zgleda? Vedno tako lepo govoriš o njem, vedno sami presežki, ampak zagotovo pride tudi kdaj do kakšnega trenja, pa rekla, ne, če verjamaš ali ne, midva se res ne kregava, oziroma se še nisva zares orang skregala. Pol je pa tudi rekla, je tako pohvalila, pa rekla, ja, Dejan ponavadi samo reče, nisi preveč ugodna, ali Ninči, zdaj pa nisi ugodna. Ja, to reče, ker malo slabe voleno. Ker ona, nisem zna biti bolj neugodna kot jaz, no. Aha. Tako po karakterju, če je nekaj res ni, no. Jaz sem pa bolj diplomatski, no, in je včasih malo tako, da se bo, ne. Katera stvar pa je recimo tista, ki Nino lahko vrže res iz tira? Mislim, res istira, zdaj sem tako zapretiravala, ampak za katero veš, da jo lahko pahne v to razpoloženje, da ne bo najbolj ugodna? Ja, sigurno, da je velika borka in za družino in za živali in vse, karkoli se je ona zadala, ona bo pač tako naredila in ne bo popuščala in včasih ji rečem, sej bo rezultat na koncu isti, mogoče samo čas bo tak, bo mogoče malo drugačen, no, malo več časa bo potrebno za nekatere spremembe. Sigurno bi se za naju z Maronom borila, da preko vsega, ker je ta, kar je strmasta in ona, ki se nekaj zada. Tudi pri zdravljenju sem včasih rekel, da sem mogel reči tako, dajmo malo, mogoče si možnosti pušča, če kje drugi. Odprte, tako da ja, to, ko se ona nekaj zada in najbrž je to tudi zaradi tega bila toliko uspešna v svoji karieri, ki jo je imela že pred boleznijo, da je res se pač naredila je to, kar si je zadala. In mislim, da ko si nekaj zada, da je to, kar neugodno zna biti, če nekaj je kakšna krivica. No. Jaz pa tako tudi težko krivico prenašam, ampak jo pa do ene meje toleriram do nekega časa. No. Tako probam z nekako malo daljšo potjo priti do istega rezultata. No. Sploh verjetno z Nino sva se tudi dotaknili, kako dejansko so danes lahko že otroci v tej prvi triadi
kako že tam lahko postanejo recimo nekateri posamezniki, zdaj zlobni je mogoče prehud izraz, ampak kako že pri tako majhnih lahko pride do kakšnega zmerjanja in do kakšnih krivic in takšnih zadev. In to se mi zdi, da je za nas starše včasih lahko kar hudo, če vidimo, da se našemu otroku naredi neka krivica. Zdaj sam si rekel, da imaš konec koncev izkušnjo tudi od prejše, zdaj sta to že 2 odrasla otroka, nista več tako zelo majhna. Imaš občutek, da recimo zdaj šolanje jemlješ drugače, kot si ga takrat? Ker je le toliko let razlike, so se časi spremenili. V smislu teh krivic in tega, o čemer govoriva. Mislim, jaz nimam nekih toliko slabih izkušenj, tako kot sem rekel, jaz sem iz garderobe, ko smo bili že majhni, navajen teh krivic. Tako, vedno mi je bilo tako hudo za otroke, ki pač so imeli rade hokej, in pač mogoče so kakšni, pa ne bom rekel, da so bili zlobni, ampak normalno, da vsi hoče biti najboljši. Noben slab mu ne poda žoge, ali pa pakano. Ali pa, mislim, že otroci med sabo so tekmovalni sami po sebi in tudi zdaj, ko mi Marlon reče, on je pač ni tak športnik, tako da bi rekel, da zdaj na prvo žogo, da bo pa športnik. In prav, oči, zakaj meni ne podajo pri telovadbi? Jaz jim pa toliko maham, pa se odkrivam. Pa mu pravim, najbrž te niso videli. Ampak vem, zakaj mu ne podajo, zato ker pač toliko dober ni v nogometu. Ima druge kvalitete. Boš pa verjetno mu lahko veliko bolje ali pa lažje stal ob strani v takšnih situacijah, ker si sam šel tudi čez njih, ne? Vse situacije, ki jih doživljam, so neka šola mojih ali pa neke izkušnje, ki jih pridobivaš čez življenje in zato vem, zakaj mu ne podajo. Zato, ker pač podajo unmu, ki pač je dober v tem. In tako je bilo tudi pri nas. Ampak mene je vedno mogoče ta krivica malo bolela, ker sem bil tudi hokejist, ker so kakšnim nagajali. Mislim, jaz nisem bil tak, že od majhnega nisem bil tak, da bi kakšnemu nagajal. Jaz sem vsem se pač trudil, da vsi pač uživamo v tem. Mislim, ni mi bilo do tega, da bi kakšnemu sploh nagajal. Bil sem edinc in pač nisem bil tega navajen. Vsi so od mame do babice, do očeta so skrbeli za mene. Si imel v bistvu vso pozornost. V redu, pač, in nikoli nisem tega občutka imel, da bi mogel komu kaj nagajati. So pa otroci, ja, že od majhnega, pač kakšni malo bolj zlobni, kakšni malo manj zlobni, kakšni smo bili malo občutljivi kdaj, in smo se mogli izboriti, da smo prišli do nekih mest. Tako da so izzivi tudi v šoli, tudi pri Marlonu vidim zdaj, ker je zelo občutljiv, seveda je občutljiv, ker se pač jaz pa Nina zdaj tudi zelo z njim, jaz sem se zelo z njim ukvarjal in seveda ni bilo vedno, samo podajal, tudi ko pride njegov brat, mu vedno podaja, pa prav vsi dober športnik, ampak seveda, da temu pa tako ne rečejo, tam pa pač je vse malo drugače, ampak jaz to bolj sprejemam, ker Nina pa kar, komu ne podajo, Zakaj mu ne podajo? Sem rekel, to tako je med otroki. Sej bo se izboril mesto pač na nekem področju, pa bo... Mogoče bo pa on šel v glasbene vode, v glasbene šole. Ja, prej kot jaz sigurno. Prej kot ti, ne? In tudi Tina ga zelo spodbuja, da je v glasbi in je tudi v glasbi, ampak nikoli ne vemo, kamor bo želel verjetno. Dejan, zdaj večkrat si že omenil garderobo in to, da je nekaterim pa bilo težko tudi do te mere, da so odnehali, da niso zmogli vsega tega. Kaj so bili, bom rekla, tvoji ventili takrat? Zdaj, če bi ti bil punca, bi te vprašala, si pisal dnevnik. Kako si ti takrat ta doživljanja, ko se nisi dobro počutil, dajal ven? Na treningih, ko si se res prešvical in si upravil dober trening in si dal lahko to razočaranje, jezo ven, ali si kako drugače to lahko predeloval? Mislim, jaz sem pač se trudil, da sem čim boljši. Seveda sem imel talent, to je prva stvar, ki sem ga imel, ker takrat pač v teh mladih letih moraš imeti talent, da hitro dojemaš te stvari in
jaz sem užival v vsakem momentu, kar se tiče samega športa. Rad sem pač se bolj kot v šolo hodil, sem imel rad šport, seveda, in to mi je bil del življenja. In niti nisem imel slabih izkušenj, zato ker sem bil pač talent in sem hitro si naredil nek svoj prostor. In tudi polte soigravci drugače gledajo. Ne morete nekam poriniti v en kot, tam si pa tam si. Ampak ker verjetno bi ravno to, verjetno so te dosežki in ta v bistvu kvaliteta te na nek način branila pred stvarmi, zaradi katerih bi te pa morda lahko imeli na tapeti. Tako kot si rekel, vedno sem rad bil urejen, vedno sem bil majčkeno drugačen. Ne predstavljam si, da če bi bil tak, pa ne talent. No. Ravno to, ja. V bistvu zato mi je bilo pa to hudo tudi do nekaterih, ki niso bili taki talenti, no, in jim sploh ne bi bilo treba nič nagajati, ker so imeli sami s sabo že dosti težav. Ampak ja, tako je, pač otroci so ali pa smo si različni in pač tudi to je treba dati, tudi to je neka šola in pač se treba boriti, no. Jaz sem bil talent, pa sem se isto mogel dokazovati skozi je en kup enih ljudi, ki hočejo biti boljši. Ne? In skozi moraš malo gledati nazaj, koliko blizu že je, ne? Ja, mislim, ne smeš nič popuščati, no, tako sem imel kar 23 let profesionalne kariere, to se pravi, da sem zamenil kar en kup enih generacij, enih hokejistov in težiti k temu, da se vrneš po vsaki slabi stvari boljši, čim boljši, ampak ja, moraš imeti precej sreče tudi ob temu in vse se ti more poklopiti. Dolgo profesionalno kariero si imel, ponavadi, popravi me, če se motim, ampak zdi se mi, da se načeloma prej že konča pri nekaterih ta profesionalna športna pot. Ti si bil star 8? Jaz sem bil star 15, ko sem začel, pa 38, ko sem končal. 8, ko si končal, ne? Kar je kar verjetno staro za hokejista, ali ne? Ali je to neka starost? Zdaj se nasplošno ta starost daljša v vseh športih. Takrat se mi je zdelo, ko sem jaz bil pri 15, ko sem igral z takrat Gorazdom Hitijom, to je bil en najboljših hokejistov in mi smo imeli tako vedno porazdeljeno, da najmlajši mora biti najstarejšim v sobi. In on staro toliko štirko, kot jaz. Tako da v bistvu se mi zdelo, pa kaj on še igra zdaj, no. Oče, ne? Ja. Mi je lahko oče. Ampak potem sem bil pa jaz starejši kot on na koncu. No, sem bil pa jaz dalj igral. Ampak ta leta to se je spremenil. V bistvu sem hvaležen, da sem imel te izkušnje, da sem imel te starejše igralce, ki so imeli poseben humor in tako mi je bilo zelo tako. Sem hvaležen za to kariero, ki sem imel, ker sem igral še v Jugoslaviji in takrat so bili čisto drugačni časi in so imeli te stari igralci res tak humor in sem vesel, da sem ga doživel, da sem ga vse to čest. Je bilo pa težko, seveda, tako kot sem rekel, mi smo velikrat imeli tudi v garderobi kakšne pretepe pa tako naprej, tako da je bilo kar izziv. Borba, ne? Ja, tako se je bila borba. Ko si spremljal recimo pot Anžeta Kopitarja, si se kdaj v svoji karieri ali pa pol, ko si spremljal njegovo pot, recimo vprašal, kako bi bilo pa z mano, če bi šel ven, če bi bil zgolj v tujini in tako naprej? Jaz ne bi nič zamenil za to, kar sem doživel v karieri, no. Seveda Anže ima drugačno izkušnjo, ima drugačno kariero. Jaz, kot sem že prej rekel, sem igral v Jugoslaviji, še so bili drugi časi in jaz, ko sem gledal, ker še nisem igral pri članih profesionalno, sem si želel samo, da bom igral enkrat derbi Olimpije Jesenice in sem rekel, ko bi temu, takrat je bil en golman Cveto Pretnar, ena legenda, sem rekel, no, da bi sam temu, da dam gol, pa sem svoje naredil. V bistvu si pa te naši otroci zdaj želijo samo NHL, ne niti več Evrope, oni si želijo res samo NBA, NHL, to so pa lige, ki jaz sploh za njih vedel nisem v mojem času. Ampak mi smo kljub temu igrali pred polnimi dvoranami, govorili se o hokeju en mesec prej v temu derbiju, pa en mesec pol, pa in to je neka velika čast bila za mene, da sem to doživel. In jaz mislim, da take strasti
bilo je veliko manj tekem, bilo je veliko manj dogajanja tudi na televiziji in take strasti navijačev, ki smo mi doživeli, jo tudi Anže najbrž ne doživel v Los Angelesu. Ja, hokej je imel takrat drugačno vrednost, če lahko tako rečem, kot jo ima mogoče danes. Ne? Tudi športov je danes veliko več, v smislu, da jih lahko bolj spremljamo, veliko uspešnih športnikov imamo v različnih športih, ne? In se mogoče tudi ta pomembnost hokeja mogoče z leti zmanjšuje. Ali se ne? Mislim, velike dogajanja zdaj, tako kot sem rekel, zdaj gledajo otroci že NHL, zdaj že v telefonih gledajo, kaj se zgodi eno noč prej, kaj igrajo, zdaj to čist nekaj drugega. Takrat smo mi imeli pač derbi, hokejski derbi, nogometni derbi, košarkaški, ampak smo ga čakali, ne vem, par tednov, da se je to zgodilo in se je govorili prej in pol toliko časa. Zdaj pa teh dogodkov veliko, zdaj imamo pa vsak dan skoraj neko tekmo na televiziji, če ne že v Ljubljani. In je seveda, da pol konkurenca teh dogodkov je velika, ampak moram reči, da tudi po zadnji sezoni zdaj Olimpije, ki je igrala, da hokej ima svojo publiko, da v nekih uspehih pač še vedno je hokej atraktiven šport. Tako da jaz kot hokejisti želim, da bi bili te hokejisti naši doživeli nekaj tazga, kar sem sam doživljal in se bom trudil do zadnjega, da bi to res doživeli, ker v bistvu to je res največja nagrada za športnika, da pridejo navijači v takem številu, da so res tako noter v tekmino, ker takrat se mi je zdelo, da so res samo čakali, kdaj bo, pa kako se bo to zgodilo in sem imel srečo, da sem v teh časih bil športnik, zato sem rekel, da ne bi nič spremenil. Jaz se ne bi želel NHL, recimo takrat nisem niti vedel, ampak to je zdaj vse bolj marketinško. Ne? To je vse dogodek, jih sploh ne ve, kakšna so pravila hokejska, jejo, pijejo, lepo se imajo. Pa da so videni in to je to. Takrat je bilo pa to res nekaj tazga, kar se mi je zdelo, da so res ljudje tako upleteni in da so cele družine upletene v to, še zdaj mi, ko se s kakšnim srečam, jaz se spomnim, ko me je oče vozil, sem bil čist majhen. In to so te spomini, ki rečeš, no, dobro, da si bil del tega. No. Kako bi pa ocenil hokej danes med mladimi? Se dovolj dobro, ne bom rekla razvija, ampak se ti zdi, da gre v pravo smer, da je dovolj zanimanja, da je dovolj nekih talentov, s katerimi se bo dalo kaj narediti, ali da bi lahko bilo tega še več? Ja, pač hokej ima svoje limite, mi imamo pač toliko dvoran, kot jih imamo, 7 in več se ne da pol imeti otrok. Vemo, da so v teh dvoranah še tudi drugi, umetnostni drsalci, drsalke, curling pa tako naprej. Tako da te dvorane so zasedene, polno zasedene, število hokejistov je temu primerno, ampak mi smo vedno težili k temu, da probamo kvalitetno delati, no, ne na kvantiteto, bolj na kvaliteto in do zdaj nam je nekako uspevalo. Zdaj je tudi precej hokejistov zaradi takih in drugačnih razlogov v tujini. Mi imamo od 24 do 28 letnikov kar nekih 80 hokejistov, ki so po celem svetu, kar je spet določena konkurenca, ker imajo mednarodne izkušnje. Tako da se mi zdi, da glede na pogoje, ki jih imamo, da kljub temu, da vzdržujemo rezultate, da smo dosti uspešni, mi smo na olimpijadi Američane premagali, ker je to tako res znanstvena fantastika, no. Oni imajo dvoran toliko mi hokejistov. No. Ampak vedno težiš k temu, da pač narediš tisto, kar je najboljšno. In tudi v drugih športih je čisto ista situacija. Mi imamo 2 milijona ljudi v Sloveniji, nimamo kvantitete. Jaz se spomnim, ko sem jaz prišel pri 15 letih, pa pol sem imel Rusa trenerja, pa sem nesel enega 100 kil po stopnicah, gor sem rekel, ne vem, če me je 100. Je rekel, pa ne, pa en drug. Ne, tako da v bistvu ni tako, tudi če se v Rusiji, če kakšen se poškoduje, ga hitro zamenja, pri nas se veliko bolj ukvarjamo z vsakim športnikom, tudi če ni mogoče na začetku že toliko talentiran, pa probamo, da ga vzgojimo v čim boljšega. Ne moramo si privoščati, da pač v prvem
v dvomu, da nek ni dosti dober, da rečemo, pa ne boš. Tako da drugi imajo pa pač teh hokejistov veliko ali pa športnikov veliko in si lahko mogoče malo več prvoščijo, ampak jaz bom rekel, da je mogoče celo to dobro. No. Mi težimo k tem, da otroci ostanejo v športu. Jaz mislim, da je šport nekaj takega, kar ti prinaša v življenju veliko dobrega, tudi če nisi profesionalni športnik. Konec koncev, tudi pri izkušnjah, ki sem jih sam doživel, je bil velik del mojih odločitev tudi temu primeren zaradi samega športa. In se mi zdi, da otroci športom pridobivajo na kvaliteti tudi za naprej. Za naprej. Dejan, ko potrebuješ svoj mir, svoj čas samo za sebe, zdaj prebrala sem, da si nekje rekel, ali pa sta bila celo z Nino skupaj, ko sta rekla, da bistvo dobrega odnosa ni v tem, da iščeš srečo en v drugem, ampak za srečo si odgovoren sam in zato si potem lahko nekomu dober partner, če si za to poskrbel že prej sam, nekaj v tem smislu. In verjetno je tukaj tudi noter ta svoj čas, ki ga potrebuješ ti samo za sebe, ker verjetno nista pa z Nino, kljub temu, da sta veliko časa lahko skupaj, pa tudi tebi verjetno kdaj paše iti, mogoče ali oteči en krog ali pa iti nekam sam. Pa moram reči, da ne, da bi bil sam tako. Je pa pomembno to, da sem lahko sam. No. Da pač jaz za mene tako ne rabim noben tako skrbeti, da bi imel enega, da bi imel družbo. Mislim, jaz sem z Nino zaradi tega, ker sem rad z njo. Ni mi prej, ker sem bil pa tudi sam, pa tudi dolga leta prej sem bil tudi sam, ker sem bil še mlajši. Mi ni bilo nikoli težko biti sam. Vedno sem si našel del sam s sabo, bral sem veliko, športov sem veliko. Tako da v bistvu se mi zdi, da je pomemben to, da si sam zadovoljen, sam s sabo, da si lahko z drugimi. In jaz tudi po vsemu temu, kar sem doživljal, zdaj samo gledam, kako bojo drugi se čim bolj, ne vem, ali otroci, ali kaj grem na tekmo naših hokejisti, da ne bom rekel družina sama. Jaz sem vesel, da Nina dela to, kar rada dela, da je zadovoljna, da je Marlon pač uspešen tam, ki hoče biti, da bo. Ali pa gledam sina, ki igra, pa če dobro igra, sem vesel za njih. Tako, mislim, to me tako res mi izpolnjuje življenje. No. Ampak je pa dobro, da si imel kariero, tako, ki te je zadovoljila, da si delal tisto, kar si delal, in jaz sem tako nasplošno lahko samo hvaležen, da živim, da sem živel v takem času, da sploh pa, kar zdaj gledam okoli po svetu, kar se dogaja, me tako, mislim, mi je hudo za vse ta izgubljena življenja, pa priložnosti otrok, pa tudi odraslih. Tako mi smo imeli res, pa imamo lepo življenje, no, in v vsakem momentu je treba čim bolj uživati. In jaz pač ta moto moj, da pač ne rabiš veliko, da uživaš. No. Uživaš v naravi, uživaš z ljudmi, ki jih imaš rad, uživaš v uspehih in to je... Ampak moraš biti pa sam, najprej moraš pri sebi biti zadovoljen, da lahko sploh uživaš v kakšnih stvarih. Ja, in prebrala sem tudi, da sta z Nino komentirala, da je lahko že pica v centru Ljubljane ena lepa stvar za srečo, ne pa nujno Maldivine. Ali pa Bahami. Jaz sem tako veliko potoval, res spet na srečo kot športnik in se vedno rad vračal v Ljubljano in v Slovenijo. Nimam želje sploh, tako da če bi imel kakšno partnerko, ki bi prav rada potovala, no, bi šel, seveda ne bi šel tako, normalno grejo v parih, ampak moram pa reči, da jaz tako sem zelo vesel, ko gremo na kolo, ko gremo po Ljubljani, ko gremo v naravo in tudi Nina, mi uživamo pač v nekih majhnih stvareh. Zdaj ne bom rekel, da nikamor ne bomo šli nikoli, ampak mogoče po tej izkušnji nam zdaj je to, da imamo res tiste ne vem, take malenkosti, mir in smo vsi veseli. Tako da, ne vem, mogoče bomo pa
Mogoče bomo pa kam potem kdaj kasneje potovali, ampak tako sam jaz po nekih potovanjih res nimam neke želje, no, ker sem res bil dolga leta na poti skozi, imel sem skozi torbo pripravljeno in to je bila samo ven pa not, pa hokejske opreme in ta del mi je bil kar, tako da tudi hokej ne igram več, ravno zaradi tega, ker me ta hokejska oprema me je, bom rekel, čisto izčrpala. Hvala Bogu, da sem dolg časa igral in da sem se tega naučil, ampak sam von pa oprema me nista več. Tako da... Glede na to, da imam doma nekoga, ki rekreativno igra hokej, se lahko zelo strinjam s tem vonjem po hokejski opremi, ampak ja, ima specifičen von, deva tako reči, ne? Ja, čeprav jaz ga nikoli nisem opazil, skozi so govorili, da zakaj pa prvo toliko smrdi, ko so šli mi garderobe, ampak to mi nismo vedeli, zdaj vem, no. Zdaj, ne? Zdaj, ko sem se ga odvadil, zdaj vem, zakaj je to tako. Ja, ampak vsak šport ima neke svoje izzive, tudi ta jih ima, ampak jaz sem tako res rad to delal in sem hvaležen, da sem lahko, zdaj pa rad gledam hokej, zelo rad ga gledam, uživam in v temu, ko gledam, ampak da bi pa šel igrati, pa nimam neke želje. Dejan, najlepša hvala za ta pogovor, da si vzel čas in prišel v studio. Ja, še enkrat hvala za vabilo.